Najprej pozdrav vsem. Vesel sem, da sem lahko v vaši družbi. Prav posebej veselim se vsakokratnega srečanja. Moram povedati, da je tema pokojnine za mene ena izmed bistvenih v življenju, saj sem leta 1989 pustil službo ravno iz razloga, med drugim tudi iz razloga, ker mi po 14 letih pa 7 mesecih delovne dobe nihče ni znal izračunati, koliko bom imel penzije čez recimo še dodatnih 25 let dela. Se pravi, pustil me je ekonomsko v zraku, v vodi, v blatu, da ne rečem v dreku, in to mi je dalo misliti. Res je, pustil sem službo, napovedal, da bo država propadla, da bodo firme propadle, napovedal sem, da bom pač ubral neko svojo pot, ki bo bazirala na takratnih evropskih izkušnjah, na evropski ekonomiji, in ta zadeva se je pokazala pozneje, ali pa že čez nekaj let, kot zelo prava pot. Danes pa bi rekel, potrjujejo moji otroci, ki so ugotovili, da so bili del eksperimenta, da je bila to najbolj prava pot, ker lahko oba dva otroka na zahodu, na Dunaju, odlično živita, imata neko drugo ideologijo, ni tiste postpartijske, postkomunistične ideologije, ki se v sistemu pokojnin zlorablja. Namreč vedeti moramo, da naši politiki, naši kao strokovnjaki razlagajo, da je pri pokojnini potrebna solidarnost, ne vem kaj, generacijsko razumevanje in vse skupaj. To po domače rečemo Mariborčani, to so jajca. Pokojnina je popolno ekonomska kategorija. Pokojnina je posledica vlaganja dela svojega zaslužka v času aktivnosti v poseben fond, ki ga koristiš po tem, ko končaš s svojim delovnim obdobjem, in nima nobene povezave z solidarnostjo, z izrednimi dogodki, z umetniki, partizani, kučani, tirki, ne vem kakimi, ki imajo vsi neke izredne pokojnine. To je čista kraja davkoplačevalskega in pokojninskega denarja. Predvsem gre za to, da Ustava ima 14. in 22. člen, ki garantira ta enakost po spolu in pred inštitucijami, in tu vidite, se je pa v Sloveniji že takoj po osamosvojitvi oziroma nastanku države naredila največja napaka, zgradil se gnili temelj in hiša pokojninska se ruši na vseh koncih in krajih. Ko sem se leta 1989 družil z gospodom, Slovencem, Tržačanom, Italijanom, poročen z kolegico od moje žene v Slovenski Bistrici, 17 let starim možakarjem, sva začela poslovno sodelovati in mi je razlagal italijanski pokojninski sistem in pa nemški. Zakaj? Ker je v obeh državah imel podjetja. Se pravi, je moral vedeti, kaj bo z svojimi zaslužki, kam bo razporejal, in mi je lepo razložil. Vsi Italija, Nemčija, Avstrija imajo približno podobne sisteme, to so tako zvani tristeberni sistemi. V prvem stebru od svoje plače delodajalec plačuje za vse enako. To je določen procent za zakonodajo, zdaj na pamet ne vem točno. Drugi del, drugi steber je pa tisti del, ki ga delodajalec plačuje za tebe, glede na to, koliko si ti njemu potreben. Namreč, dogaja se, da nekega delavca, ki ga želi imeti, lahko mu dvigne plačo in mu to povzroči preskok v višji dohodninski razred, v višjo obdavčitev, da se pa to ne zgodi, mu pa en del denarja vloži v penzijski sklad v drugi steber. To je zanimiva situacija, Tako da ni samo stimulacija, da ti nekdo dvigne plačo, ampak en del mi dvigne, en del mi pa daj v ta pokojninski steber in smo vsi zadovoljni. Zanimiv je tretji steber. Tretji steber je pa v principu steber, kjer vsak sam odloča, recimo zadnjih 10 let, imaš manjšo porabo, pa rečeš, bom vsak mesec dal ne 200, ampak bom dal 500 € ali kaj takšnega.
In ko pride do tistega datuma, ko greš v penzijo, kar praviloma na Zahodu rešujejo z sodno odločbo. Namreč tvoj status prehaja iz aktivnega državljana v neaktivnega, ne v pasivnega, ampak neaktivnega, in to se rešuje z sodno odločbo. Zakaj? Ker ta denar, ki se je v tvojem času zbiral na fondu, ki je s tem denarjem pametno ravnal, ker po zakonu ne sme iti z tem denarjem v rizične posle, lahko vlaga v neke državne garantirane posle in tak naprej, in se ta denar krepi, on ne zgublja na vrednosti. In moram vam povedati, da en gospod, ki je hodil k moji ženi gostilno 98. leta, mi je to tako praktično razložil, da sem gotovil, zakaj je kot navadni delavec iz jurja 360 evrov dvignil pokojnino na jurja 900. Ne? Ampak takoj, ko je začel delati, ker je delal v Nemčiji, je dobil pokojninsko kartico, pokojninski račun, in on je lahko vsak trenutek vedel, koliko denarja ima na tem računu. In ko je dobil status, sodni status upokojenca, je se začel pogajati z pokojninskim skladom oziroma dogovarjati, kako bo on to uporabljal. Ali bo imel 1000 evrov penzije na mesec, ali bo imel jurja pa pol, ali pa morda, da bo ves denar dvignil, ampak v tem primeru je pokojninski sklad zahteval garancije od otrok oziroma sorodnikov, da v primeru, da se karkoli zgodi s tem denarjem, da bojo oni skrbeli za njega. Ne da zdaj država skrbi za njega, on je denar zapravil, zdaj bomo pa rekli, zdaj pa mi davkoplačevalci. Vidite, to je zdaj ta, bi rekel, temelj, abeceda pokojninskih sistemov v razvitih evropskih državah. Mi smo pa, kar se tega, še vedno nerazviti, zaradi tega, ker imamo zdaj nek penzijski zmazek, ki pa dela ne samo upokojencem, ki so začeli delati v času Jugoslavije, tako kot jaz, ampak tudi tem mladim, ki so začeli 18-20 let stari delati v času samostojne Slovenije. Ker imajo nek zmazek, ki ne vejo sploh, koliko bojo denarja dobili, če bojo dobili. Ne? In je tu zdaj katastrofa. Kakšna je rešitev? Bil sem na obeh teh protestih, šel bom tudi na vse ostale, iz preprostega razloga, ker se srečam, ko potujem z vlakom z ljudmi in ugotovim, da ti ljudje nič ne vejo. Ne da malo vejo, nič ne vejo. Tako da sem imel zdaj primer diplomiranega ekonomista, penzionista na vlaku in smo to lepo razložili in je začel razumeti malo, vse smo dal telefonsko, da se dobimo, da bo to on malo razširil, ne? Ker namreč gre za čisti natek. Kakšna je rešitev? Ker mene ne zanima, stanje je takšno, kot je, niso ljudje zadovoljni, večina upokojencev je pod pragom revščine, to je katastrofa, ne? So pa toliko oprani si, ja še hvala Bogu, da to dobimo. Saj pa čakajte malo, nekdo ti vkrade od 100, od ti 70, zame 30 dal, ti pa mu rečeš hvala Bogu, namesto bi ga s kladivom po prstih, ker ti je vkral, ne? Se pravi, kakšna je rešitev? Drage upokojenke, dragi upokojenci, dobro poslušajte to. Rešitev je sledeča, da se kdorkoli je začel delati v Jugoslaviji, da se mu dodeli polna pokojnina glede na tista leta, ki so bila na dan začetka dela obvezna. Vse, kar je delal več, se mu mora dati dodaten procent. In po izračunih, ki smo jih naredili po simulacijah, bi morala biti polna pokojnina za vsakogar, ki je začel delati v Jugoslaviji, enaka za Kučana, za Kirka, za železarja, cestarja in vse to. Zakaj? Ker oni so imeli plače više in si lahko iz tega naslova več kupili, vse pa je bilo naše, se pravi, naj tudi penzija bo, ker imamo vsi približno enake želodce, eni malo več spijo, ampak to ne moti. Se pravi, to je ena rešitev. Sam sem napravil že pred leti neke izračune in sem ugotovil, da bi taka pokojnina, ta trenutek za vse enaka, bila med 797 do 850 evrov. Pa je nekdo rekel, to je malo. Ni malo, moramo tudi na vzdržnost sklada gledati.
Res pa je, da bi še k tej pokojnini za popolnoma vsakega Slovenca, upokojenca, človeka, ki je 31.12.1991 bil star 18 let plus en dan, dodal 267 evrov doživljenjske privatizacijske rente. Zakaj? Zato, ker mi šele zdaj bomo začeli privatizacijo reševati, ljudje na ukradenih nepremičninah, tovarnah služijo denar in naj en del denarja da v ta sklad, in tako bi bila pokojnina osnovna nekje 967 do jurja evrov. In to bi bilo za sistem vzdržno, ker ne bi Kučan imel 3 ali 5 jurjev, pa ne Turk, ampak vsi glih. Vsi isto penzijo, ker smo izhajamo, da smo začeli delati v Jugoslaviji. Tu se da še pol malo izračune zregulirati, ker nekdo je začel delati, ko je bilo na dan 35 let, nekdo 40, ženske tak pa tak, bi rekli, jaz, ko imam pa samo 14 let, pa 7 mesecev delovne dobe, bi pa dobil sorazmerni delež od te osnove, ne? Plus 267 evrov. Zakaj ta zadeva je enostavna? Pije vodo, zaradi tega, ker ta denar, v bistvu bi se višina denarja, ki zdaj gre iz pokojninskega sklada, bi se nekako znivelirala. In nekdo je rekel, ja, pa to ni denarja v skladu, denarja je več kot preveč, ampak je ukraden, je nekje na nekih računih okoli, in ko bomo zahtevali tisti, ki je na železnico transferiral, ne vem koliko, 120 milijonov iz pokojninskega sklada bo dal noter, pa oni, pa vsi tisti, ki so kredite dobili, je treba spraviti nazaj v pokojninski sklad. Zanimivo je to, kar je, prišli smo na nekih 960, mogoče na 1000 evrov penzije normalne, ampak tu ne smemo pozabiti, da vse te razvite države, Nemčija, Avstrija, Italija, imajo upokojence rade, ki jih ne sovražijo. Skrbijo za njih, ne samo na simpozijih za tretje obdobje neka šolanja, ampak jim omogočajo tudi, da so aktivni in celo plačani. In v Avstriji lahko vsak upokojenec na leto dodatno zasluži 4400 evrov brez obdavčitve. V Nemčiji so še pred par meseci imeli 80 ur 450 evrov, zdaj so nekoliko dvignili. Se pravi, da nek upokojenec, ki je lahko aktivn, ki želi biti aktivn, lahko pride na jurja 300, jurja 400. Osnova pokojnina, ta izračun osnovni je pa zato tako narejen, ker dejansko nekdo, ki je opravil svojo delovno dobo kompletno, mora imeti toliko pokojnine, da lahko gre v domsko oskrbo brez dodatnega plačevanja otrok in obremenjevanja. Ker to, kar se pa pri nas zdaj dogaja, to je pa že preseglo vse meje, ker da morajo po ustavi, morajo starši po 54. členu skrbeti, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Nikjer v ustavi pa ni obveze, da morajo otroci za starše skrbeti. Nikjer. In vidite, ta lopovska država pa še otrokom, ki komaj začnejo živeti, obesi gor breme za starše, in to je nepojmljivo, nerazumno, noro, fašistično, nacistično, ne vem kaj vse. In jaz zdaj rešujem primere, ko so nekoga imeli v domu, ker je imel za 40 let premalo penzijo in so mu hteli kmetijo vzeti, in hvala Bogu sem rešil, ker oskrbnina v domu, doplačilo je socialni transfer, ne pa kreditni aranžma, da bi lahko tebi hišo ali pa stanovanje pobirali. In tega je toliko ljudje, da ko bomo zdaj začeli vlagati odškodnine, to so 10 tisoči, 100 tisoči hiš, stanovanj, kmetije šlo k vragu zaradi tega. In tega ustava ne dovoljuje, in tu je zdaj naš cilj. Pri upokojencih je problem v tem, da je to najmočnejše gibanje, bi lahko bilo 650 tisoč ljudi, ampak režimi, ki nam vladajo, te ljudi sprejo. Vedno, ko se neka skupina začne zbirati, da bi nekaj pametnega naredila, in tako imamo zdaj neko zvezo upokojencev, pa imamo tega Ruparja, pa imamo one, in vsi se zdaj napadajo levo, desno. Čeprav gospod Rupar ni neki biser, ampak vsakemu čast, zbral je ljudi,
čuje se slovenska pesem, slovenska beseda, slovenske zastave, zdaj, če bo uspel še kakšne kulturnike dobiti poleg, se nam ponavlja leto 1988 in imamo lahko novo osamosvojitev. Se pravi, upokojenci, začnite razmišljati, dajte se pojaviti, idite na železnico, 65 let starosti, nobena obveznost, ali ste v penziji ali ne, vzamite karto, brezplačno vlak, avtobus in pridite na taka srečanja. Pojdite. Ne? Se pravi, pri nas je pokojninski sistem, kraja denarja, tako kot vse ostalo, tako kot so neizvedena privatizacija, neurejeno sodstvo in tako naprej. Pokojninski sistem, takšen kot je, ne garantira ničesar in na dolgi rok ljudi ubija. Zaradi tega predlagam, da podpirate ljudi, ki razmišljajo drugače. Vprašajte vašo žlahto, sorodnike, ki so delali v Avstriji, v Nemčiji, Italiji, naj vam povejo, kako je njihova dobra penzija nastala, ker vam moram povedati, da v življenju imam dosti ljudi, ker sem to star, ki so bili gastarbajteri in od njih nikoli nisem slišal, da imajo slabo plačo ali pa da bi kdo rekel, da ima slabo pokojnino. Še nisem slišal. Zato, ker je vedel, kako sistem pripravi in mi moramo to od režima zahtevati, glede na to, kako se to dogaja, da bomo pa morali res politično nastopiti in to se spremeniti. Preden zaključim, moram povedati, da sem najbolj srečen, da sem ta sistem v svoji družini, da so otroci v tujini, v Avstriji, celo hčerka in mož sta kupila stanovanje sredi Dunaja pri 40 letih, 93 kvadratov za 430 evrov. Je rekel, to je pa ceneje kot v Ljubljani. Se rekel, ja, ker gori nimajo partije, nimajo Kučana, nimajo Tirka in podobnih tičev. Ne? In da oba dva lepo vplačujete v avstrijske sklade, da njuna prihodnost vnukov, vnukico eno imam, zdaj bo 3 mesece stara, je drugačna, je že zdaj boljša kot karkoli. Želim, da je tudi vsem Slovencem, Slovenkam in prebivalcem Slovenije lepo, zato bo se treba boriti. Hvala. Jaz imam eno kratko vprašanje, preden greš, če imaš še toliko časa. Ja. Namreč, mi smo pred 10 leti tukaj v Sloveniji bili deležni ene firme, ki je delala tako imenovane pokojninske sklade in sicer preko Unike banke, kjer seveda smo se proti plačilu udeleževali srečanj, kjer so nas učili, da so tako imenovane te pokojninske škarje, kjer je mladih vedno manj, starejših vedno več in kako bi bilo dobro, da se po 50 evrov na konto počasi lepo to zbira, ampak kaj, ko se je potem zgodila tista kriza, in ves denar dobesedno zginil, tako da potem od tega, kar je ostalo, so ostale samo še tožbe ljudi, ki so to že varčevali. Ne? Kako je možno, da ko ti nekam daš in pride kriza, da si banka vzame pravico ali pa država si vzame pravico, da ta denar samovoljno uporabi za nekaj drugega? Ja, že iz predhodnih mojih besed je bilo povedano, da to, kar se pri nas dogaja, je rop. Ne? In zdaj pri Slovencih je ena težava, ker nimamo nobene, bi rekel, nismo šolani, da bi preden se česarkoli lotimo, zadevo preverili. Ne samo doma, tudi kako v tujini špila tam in padamo na take štose. Nobenih škarij ni, pa nobenih poperjes, to je larifari. Začneš delati, dobiš upokojenski račun, se ti nalaga denar gor, vsak trenutek veš, koliko imaš. To je čista ekonomska kategorija in kdorkoli naseda tem raznim skladom, to je natek, ker je tu gre v drugo sfero, ne? Tu so, bi rekel, rizični skladi, ki ti obljublja ne vem kaj, ne povejo ti pa, da je to sklad, ki ne odgovarja z ničemer, ne? In če bi vsak slovenski je dal v sklad tistih 50 evrov doma, vlagal bi imel dosti več. Ne? Nažalost moramo biti previdni, ker v Sloveniji ne moreš nikomur več zaupati, ker ni tradicije. Tudi, ne vem, Nova Ljubljanska banka naredila neko modro naložbo, pa so ljudje vlagali, pa so jim pol kar pogodbe znižali, ko bi jim morali izplačati, tako da so pol manj dobri, kot so not vložili. To je kavbojski sistem. Zato jaz uporabljam v življenju 3 čudovite besede.
da je treba dobro jesti, dobro piti, pa se lepo imeti z ženskami. Ne? Pijača, jedača in to je bistvo življenja. In to mi pozabljamo. To je del kmečke pameti, ki nam padla z glave. Ne? Ja, se to cerkev jemlje, Vsi šola jemljejo, jemlje. ja, vsi jemljejo. Ja. Ludvik, jaz vem, da si ti zdaj imaš še eno pot, Ja, grem še. ne? Da ne boš zamudil. Jaz se ti v imenu vseh članov Društva Belis, ki so tukaj na Zoomu, ki so tukaj, ki smo zbrani, posebej v svojem imenu srčno, iz vsega srca zahvaljujem. In če imaš še kakšen stavek za Ja, vse te naše člane. Za zaključek bi samo povedal upokojencem in vsem, naj si dobro pogledajo, kdo je 4. decembra 2012 sprejel zakon z lopovskimi odmernimi odstotki. Samo to naj pogleda in bo videl, kdo, katera politična opcija, katera politika ga je ukradla. Da bojo vedeli, kdo je tisti. Hvala, lep večer vsem.